The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ok, cool. Zdaj sem pa v bistvu še jaz malo par stvari predstavil, malo se bomo pač testiranja dotaknili, malo se bomo treniranja dotaknili, pa malo se bomo v bistvu na napredke dotaknili. Da bomo šli v neke globine, rajš imam potem, da se v bistvu pač postavi do vprašanja. Zdaj bi v bistvu pač, kako ste se Blaž, v bistvu neke osnove obdelal, zato ker so osnove še vedno tista stvar, ki so največja težava praktično znotraj pač trenažnega procesa, ki se dogajajo. Bodi si to na rekreativnem amaterskem nivoju, zelo velikrat se pač z osnovami potem ukvarjamo tudi na najvišjem nivoju, kjer se iščejo tiste zadnji procenti in jih mogoče velikrat iščete v napačnih stvareh, ker v bistvu recimo niti osnov še nima do poštimanih. Tako da ja, v bistvu mogoče samo še na hitro, pač moje ime je Simon, v bistvu sem drugače vodja Human Performance centra, delujem v bistvu tudi kot kolesarski trener, občasno tudi v bistvu izvajam pač testiranja, čisto moje v bistvu vprašanje, ki izhaja v bistvu predvsem iz tega, da jaz v bistvu kot kolesar, ko sem še tekmoval, tako pač pol profesionalno, je bilo to, da še ko sem bil res dober, sem bil v bistvu pač za nič. In v bistvu se takrat začelo pojavljati pri meni v bistvu vprašanje, ok, kaj pa lahko naredim, da pač postanem še boljši, kaj lahko zoptimiziramo, in v bistvu takrat je nekako tudi pač neka ideja o tem, da pač počnemo to, kar počnemo danes, v bistvu tudi nekako zrasla. V bistvu pač Blaž sicer ni nekako čisto vsega, mogoče na začetku nas pač predstavil, v bistvu smo trenutno ekipa šestih pa pol ljudi, pa upravim zato, ker imamo pač enega zdravnika, ki ga pač ponucamo takrat, kadar so pač določene zdravstvene vprašanja, zdravstvene stvari. Drugače pa trenutno smo, se pravi, 3 kolesarski trenerji, Blaž kot dietetik, Tim kot nutricionist, ki pač tudi vodi potem ekipo pač dietetika in še enega športnega fiziologa. In ja, v bistvu ukvarjamo se ne samo v bistvu s trenažnim procesom kot pač načrtovanje in te zadeve, se pravi tudi pač testiranja, en del je tudi pač raziskovalna dejavnost, kako je v bistvu že neki študij tudi pokazal Blaž. V bistvu danes bomo v bistvu spostavili malo testiranje, nekaj pač čisto osnove trenažnega procesa, pa malo se bomo dotaknili v bistvu tudi napredka. V bistvu začeli bomo v bistvu s testiranjem, pač slike, ki v bistvu mogoče marsikomu pač znane, sploh če se malo bolj ukvarjaš z športom, pač imaš kolesarja ali pa športnika nekje tam na kolesu z neko masko, malo se ga pač pika, malo se ga meri, pač to so stvari, ki jih v bistvu tudi mi počnemo in v bistvu tega se pač želim malo dotakniti, ker se, kako je pač Blaž tudi že izpostavil, pač prva faza za uspešno ali pa pač kakor se da čim bolj učinkovito načrtovan pač cel trenažni proces naprej je to, da se v bistvu športnika spozna. Da pač vidimo, kakšna je njegova razvitost, kakšni so njegovi pač omejitveni dejavniki, kakšni so neke prednosti, zato se lahko že zelo hitro v začetku usmerimo v pravo smer. V bistvu mogoče na začetku čisto vprašanje, zakaj se v bistvu pač sploh pač testirati neke zadeve. Pač največkrat se testiranja uporabljajo za pač neko oceno stanja, se pravi čisto tako, da si nekako odgovorimo na vprašanje, kako dober je nekdo. Mi v bistvu včasih to uporabljamo delno, kad se v bistvu dela kategorizacija pač kolesarjev, recimo kakšen klub si pač prizadeva, da bi v bistvu pač imeli nekega kolesarja v klubu in jih zanima, kakšno je njegove stanje, ga pošljejo k nam, se potestira, zato da jim lahko povemo, tako pa tako je stanje. To plus, da se v bistvu mogoče znotraj sezone dejansko pač preverja, kakšno je stanje, kje je napredoval ali ni napredoval, ampak to se skupaj dejansko ni glavna stvar, zakaj mi želimo stvari testirati. In v bistvu naša osnova je vedno testiranje zato, da v bistvu razumemo, kako telo deluje. Se pravi, da iščemo odgovore, zakaj je stanje takšno, ki je, zakaj nekdo ne more recimo napredovati, zakaj je nekdo ful napredoval ali pa pač kako zastaviti trenažni proces, da dejansko lahko potem pač iščemo tiste mogoče zadnje procente pri napredku. Malo bomo v bistvu tudi spoznali, kaj dejansko vse pač merimo v laboratoriju, večinoma stvari verjetno veliki večini znane, od pač maksimalnega prevzema kisika, se pravi VO2 max, to je ena taka parameter, ki se ga zelo veliko menja, ki je sicer pomemben, ni pa vse, potem pač prava substratov, laktatni profili in pa učinkovitosti.
In ja, v bistvu cel namen testiranja je dejansko, da se ugotovimo pač največkrat, kaj mene omejuje, da pač ne morem napredovati. To je v bistvu pač tudi najpogostejše vprašanje, ki se pojavi. Ampak v bistvu prej smo še pač malo dotaknili, zakaj je v bistvu sploh laboratorijsko testiranje. Ker lahko poznamo tudi pač testiranje, ki jih delamo v terenu, te so lahko malo bolj, bomo rekli, funkcionalna, lahko so tudi fiziološka, ampak v bistvu za laboratorij se delno odločamo zato, ker imamo kontrolo nad praktično vsemi spremenljivkami. Zakaj? Ja, v bistvu vse od temperature, vlažnosti, hrana, tipe obremenitve, nadmorske višine, hitrosti pedaliranja, pozicije na položaju, to vse dejansko potem nekako vpliva na to, kako naše telo funkcionira. To v bistvu, ko imaš enkrat neko kontrolirano okolje, lahko nekako rečemo temu pač fiksiraš, da se res lahko osredotočiš na mogoče tiste metabolne, fiziološke procese, ki jih želiš imeti, ker vemo, da zunaj, če gremo en dan k 35 stopinj, ali pa če gremo en dan k 20 stopinj, je razlika. Že po feelingu, v bistvu tam globoko noter v fizioloških procesih se pa tudi zgodi pač precejšna razlika. Ja, v bistvu tako, kot sem rekel, kaj v bistvu testiramo, VO2max, to je v bistvu pač parameter, ki ga imajo kolesarji nekako najlažje, oziroma pač najrajši, ker pride tudi malo do tega primerjanja, koliko je tvoj, koliko je moj. Tisti, ki ne vejo, pač Primož Roglič se giba tam okoli 85, plus minus, Tadej se giba malo čez 90, najvišje izmerjen, sicer uradno izmerjen VO2max trenutno še vedno ostaja pri enemu mlademu norveškem kolesarju, Oskar Svensson, ki je v bistvu dosegel vrednost 96, ampak zato, ker je bil slab, je v bistvu relativno hitro zaključil svojo kariero. Neuraden rekord pa trenutno v bistvu drži Kristijan Blumenfeld, se pravi pač triatlonc, ki so mu v bistvu namerili nekako malo čez 100, ampak z razlogom pravimo neuraden rekord, ker so določene stvari, ki jih mora še urediti, da bodo lahko rekli, da je pač to v bistvu uradno izmerjena najvišja številka. Ja, pol v bistvu zelo pač pogosto uporaba laktatnega profila, to v bistvu bomo spoznali zakaj. Ergospirometrija, se pravi, to je pač maska, ki jo imamo gor, potem pa v bistvu merimo še neke zadeve, kot so pač mehanska učinkovitost, se pravi, kako učinkovito porabljamo, pač energijo pa proizvajamo moč in pa se pravi tudi kaj se porablja kot energija. Se pravi, to je tudi Blaž prej omenil, se pravi, porabljamo ogljikove hidrate, porabljamo maščobe, kar je pa tudi v bistvu v določenih primerih zelo pomembno. Ok, v bistvu tole, se pravi, VO2max, ko sem rekel, nekako eden najbolj prepoznavnih markerjev, pač zlati standard za pač merjenje tega je v bistvu test v laboratoriju z masko, kjer z to mašino, ki pravimo metabolic cart, spremljamo vdihan in izdihan zrak, v bistvu koncentracijo kisika in dioksida. In ja, se pravi, VO2max nekako predstavlja največjo količino kisika, ki ga naše telo sprejme, ker vemo, zato da mi lahko proizvajamo moč, rabimo energijo, da pač pa energijo iz energije dejansko pač sproduciramo neko pač mehansko delo, rabimo pa zraven še kisik, tako da v teoriji več kisika, ki sprejmemo, več energije lahko pretvorimo v mehansko delo. V teoriji imamo potem še druge parametre, ki zraven igrajo vlogo. Spodaj imamo malo v bistvu neke pač take povprečne vrednosti za pač povprečnega moškega, povprečno žensko, pa v bistvu profesionalni kolesar. Trenutno po statistiki imamo enih 250 zadnjih testov, ki smo jih delali, se pač povprečen moški giba okoli 56 ml na kilogram na minuto, kar je v bistvu relativno veliko za povprečnega moškega. Povprečna ženska pa tam okoli 51. Ženske pač tudi v bistvu fiziološko pač nekoliko manjša konstitucija, manjša količina krvi, ki jo imamo v telesu, v bistvu pride potem do manjših razlik. Za VO2max imamo neki potem tudi približke, ki se delajo, se pravi neki Cooperjevi testi, 5-minutni testi, predikcije iz športnih ur ali pa števcev zdaj, ki jih imamo, tisti, ki ima Garmina v bistvu večini ven vrže tudi VO2max. V zadnje pol leta smo delali statistiko sicer s tekači, kjer smo v bistvu merjene, pa pač te vrednosti, ki jim je ura dala ven, primerjali in bomo tako rekli, od vzorca, ki je približno 35 ljudi, so za 4 lahko rečemo, da je znotraj nekih približnih vrednosti,
vse ostalo pa govorimo o pač merski napaki nekje tudi tja do 10-15 ml, se pravi govorimo tudi o 20-25% napakah, tako da je treba malo stvari vzeti z rezervo. Tudi malo odvisno od tega, kako kvalitetne pač podatke modelu zagotavljamo. Laktatni profil, to pa v bistvu sigurno še najbolj uporabljena metodologija v vzdržljivostnem športu, ne samo kolesarstvo. Bomo v bistvu tudi spoznali, zakaj. Prvo, v bistvu jaz vedno rad izpostavim laktat. To vsi smo že slišali, to je to peče, noge ne grejo, boli, zakisen sem, zato jaz v bistvu rad pač povem, da pač laktat se meni zdi tak grdi raček fiziologije. Velikrat potem slišimo zraven še kakšna mlečna kislina in prva stvar, ki moramo rešiti, ni mlečna kislina, pač mlečne kisline v telesu ni, ne nastaja, bomo videli, kakšna je razlika, ko govorimo o laktatu. Ta, se pravi, je v bistvu nekak stranski produkt, ko telo pretvarja ogljikove hidrate pač naprej v energijo in v bistvu eden izmed stranskih produktov potem čez čas nastane tudi laktat, ki pa je tudi v bistvu vir energije, ki ga celice predvsem preferirajo pred vsemi drugimi stvarmi in se ga v telesu pač ponovno porabi. Kot sem rekel, mlečna kislina v telesu ne nastaja in je tudi telo ne proizvaja in treba je v bistvu ločiti razliko. Zdaj mogoče, če je kdo v bistvu malo bolj kemijsko naravnan, bo mogoče zelo hitro opazil razliko, tudi v bistvu, kako je pač ta sestavljena, vidimo, da v bistvu razlika v enem vodikovem ionu. Žal pač iz zgodovine, kjer smo pač laktat metali na zelo grd glas, je še vedno pač ostalo to, da v bistvu pač govorimo o nečem slabem, ampak v bistvu ni to. Včasih si želimo višje vrednosti laktata, ker laktat je po eni strani tudi, se pravi, signalna molekula, spodbuja določene signalne poti, ki dajo telesu potem v bistvu rečemo temu navodila, da je pač treba napredovati. Zmotna prepričanja. Laktat povzroča zakisenost in prikočje noge. V bistvu ne, ravno obratno pač. Laktat deluje pufersko, se pravi, dejansko zvišuje pH v mišici, v krvi, ker v bistvu piruvat, ki nastane ob pač pretvorbi ogljikovih hidratov energije, se pravi, veže ta prost vodikov proton, ki bi pa dejansko lahko potem povzročal zakisenost. Tako da pač ne, laktat ne povzroča zakisenosti prikočih nog, to imamo potem druge stvari, se pravi, fosfatni ioni in te zadeve, ki pa dejansko pač povzroča do nekolikšen padec pH-ja. Laktat je v bistvu, tako kot sem prej rekel, relativno dober vir energije, ki ga pač telo dejansko pač porabi s tem, ko se proizvaja, se pravi v mišici se tako en del porabi v mišici, ki nastane, preostanek pa v bistvu potem gre v kri, katerega potem pač prenese po celem telesu naprej, kjer se spet najdejo neke pač mišice, celice, ki ga preferirajo kot gorivo in se ga porabi. In v bistvu to, ko sem rekel, se pravi nekak zlat standard, da dobimo en tak lep profil, ki nam kar nekaj pove o tem, kaj še je kolesar, kaj je zmožen, kaj so neke njihove omejitve, ampak ja, v bistvu zelo simpel potek, imamo v bistvu nek stopenjski test, kjer pač povečujemo obremenitev na vsaki stopni iz ali prsta ali pa iz uhla, vzamemo pač majhen vzorček krvi, da vidimo, kakšna je pač koncentracija v krvi in potem dobimo v teoriji en tak lep profil in bomo v bistvu tudi spoznali, kako se znotraj tega zgodijo v bistvu neke tri spremembe. Kaj so v bistvu, recimo pač to je primer enega testa, kaj se dogaja pač znotraj vsake stopnje. Tisti, ki uporabljajo morilce moči, bomo kakšno stvar lažje razumeti. V bistvu, kaj smo tu imeli? Imeli smo, se pravi, 30 vatov stopnje, ki so trajale 25 minut, na 10 minuti pa na 25 minuti pač pogledamo, kakšna je koncentracija laktata in vidimo, da spodaj, ki začnemo, se pravi 170, 200, 230 vatov, kljub temu, da je višja obremenitev, imamo relativno pač podobne vrednosti v krvi. Se ne spremeni, kljub temu, da se obremenitev poviša. Potem, ko grejo nekoliko više, vidimo, da dejansko se vrednosti v krvi nekoliko povišajo, ampak ostajajo relativno stabilne, se pravi, ne naraščajo. In to se zgodi vse tam do nekih 320 vatov
Potem, ko gremo naprej na 350 W, vidimo zopet povišanje, ampak vidimo, da v bistvu tudi proti koncu te vrednosti še kar naraščajo, se pravi, se ne stabilizirajo. V primeru 380 W se pa itak že prej zgodi tudi odpoved, vidimo vrednosti itak pač narašča, da ampak naprej v bistvu po domače tudi noge vzame. In v bistvu, kaj se zgodi? V bistvu ta del lahko ločimo nekako na tri fiziološka območja, ki so nam v bistvu tudi osnova za potem samo načrtovanje tudi trenažnega procesa. Imamo neko pač nizko intenzivnost, srednjo intenzivnost in visoko intenzivnost. Ne bomo šli sicer zdaj v podrobnosti, pač kaj se dogaja, pač različne aktivacije tudi mišičnih vlaken pa tega, ki se dogaja, ki pripelje do tega profila, ker lahko vsi pač precej zakompliciramo zadeve, pa se lahko tudi do večera pač pogovarjamo, ampak sem to, da se pač osnovno stvari razdelado. In ja, v bistvu tu dejansko potem nekako pazimo, imamo tri območja, kjer se nekako bistveno razlikuje do odziv našega telesa, ki jo ločimo na prvi pa drugi laktatni prag, ki sta tudi dva parametra, ki sta v bistvu nekako najbolj uporabna v vzdržljivostnem športu in tudi v bistvu razumevanje same pač razvitosti pa zmogljivosti kolesarja. V bistvu to potem, ko govorimo o vadbenih območjih, to je pač primer, se pravi, enega takega testa, ga razdelamo naprej v bistvu potem še na cone, to je v bistvu samo en praktični primer, vidimo tudi tule na začetku, kljub povečevanju pač intenzivnosti vrednosti ne narašča, da potem pa zleti v luft. To je recimo potem pač primer za enega kolesarja, se pravi cone. Zdaj tako, pri uporabi pač trenažnih con je tako, koliko je ljudi, toliko imamo različnih sistemov, kako si nekdo zastavlja. Zastavimo si jih v bistvu nekako tako, da lahko športniku na čim lažji način predstavimo, kako naj bi njegov pač trening v tistem trenutku izgledal, kako intenzivno si želimo. Zdaj lahko bi rekli, ok, lahko sestavimo tri območja, dajmo trenirati po treh območjih. Tisti, ki v bistvu nekako pač razume, lahko s tremi območji brez težav, zelo kvalitetno trenira in se pač tega pač brez težav pač uporablja v praksi. Pri kakšnih kolesarjih stvari malo bolj razdelamo. Zakaj? Ker nekdo, ki ima relativno pač široka potem območje, je razlika pač kolesarji pri 150 W ali kolesarji pri 250 W. Ampak ja, načeloma najpogostejša pač uporaba je, ne vem, 5-6 conskih modelov. Načeloma 6-conski model uporabljamo tudi mi, v tem primeru sicer malo več, ker imamo še eno specifiko tu noter. To je pa tale temno-zelena, ki jo sicer ne bomo zelo spoznavali, ampak v bistvu ena stvar, ki je mogoče v zadnjem času pač dobiva malo na popularnosti, predvsem iz v bistvu tudi boljšega razumevanja adaptacij na nizko intenzivno vadbo. To potem v bistvu zelo pogosto zdaj je tudi pač ergospirometrija, kjer se v bistvu ne določa laktatni pragovi, ampak se določa ventilatorni pragovi. Praktično dobimo skoraj enake rezultate kot na laktatnem profilu, se pravi, ideja zadaj je popolnoma enaka, samo prek druga načina pridemo do teh rezultatov, se pravi, zlati standard itak, se pravi, testiranje z masko, z metabolic kartom, kjer v bistvu merimo malo more pač stvari, se pravi volumen prevzetega kisika, volumen izdihanega dioksida, ogljikovega dioksida, se pravi volumen predihanega zraka, frekvenca dihanja, neke ventilatorne ekvivalente, razmerje med izdihanim, vdihanim CO2 pa O2, volumen dihanja, in potem še na morje pač različnih spremenljivk, ki pa pač ne bomo se spuščali v podrobnosti, ker so kakšne spremenljivke, ki v bistvu še nam kdaj, ko se kakšna nova stvar spomnijo, tako, kako ste prišli do tega. To je bil recimo tako čisto splošno en pač primer, imamo spet v bistvu stopenjski test, kjer so pa stopnje nekoliko krajše, se pravi recimo 1 minuto dolga stopnja, kjer se zelo hitro povečuje obremenitev. In ja, zraven v bistvu merimo, kaj se dogaja z kisikom, ogljikovim dioksidom, z frekvenco dihanja, z količino predihanega zraka, zato da pol dobimo take pač profile, iz katerih znamo določiti, kjer se spet zgodijo neke podobni odzivi, kot smo jih v bistvu prej pač dobili pri laktatnih pragovih. Imamo v bistvu določena, bomo kar rekli, pač bolezenska stanja ali pa sindrome, kot je recimo sindrom pretreniranosti, kjer bomo videli konkretno razliko
med recimo prvim laktatnim pragom pa prvim ventilatornim pragom, ki se v večini primerov vsaj približno pokrivata. V fazi, bomo rekli, ko se gibamo proti pretreniranosti, se bo zgodilo, da bo ventilatorni prag precej nižje. To se pač zelo pogosto potem dogaja pri športnikih, ki nekako zajahajo to fazo pretreniranosti, poleg še pravi drugih parametrov, ki se pokaže. Se pravi, takrat, ko imamo zelo konkretno, bomo rekli, neskladanje med tema dvema parametroma, je lahko že v bistvu malo signal, da se nekaj dogaja. To je v bistvu mogoče samo tak en praktični vidik in ravno še 2-3 tedne nazaj sem imel eno mlado kolesarko, ki je bilo vidno že, da ima od zdravstvenih težav pa to, pa ko v bistvu smo vseeno hoteli narediti test, ki so prišli do nas in zelo hitro, ki se usedla na kolo, je bilo že jasno, tudi poleg krvne slike pa je bilo jasno, kje so težave. In v bistvu podobno kot prej se prav tako zastavi zelo podobna individualizacija vadbenih območij. Zakaj? Ker tisti prvi laktatni prag, drugi laktatni prag oziroma ventilatorna pragova, kljub temu, da recimo imamo lahko nekoga, ki ima prvi oziroma drugi ventilatorni prag oziroma laktatni prag relativno podoben, je ta lahko pri enemu tu, pri enemu je tu. In to je v bistvu potem tudi razlika, kako se lotimo, se pravi, nižje intenzivnega treninga, ker je pomembno tudi iz vidika aktivacije mišičnih vlaken pa to, kar se dogaja. In v bistvu večkrat se fokusiramo na tole mejo, kot pa na tole mejo. Tole mejo relativno lahko določi tudi v bistvu z nekimi funkcionalnimi testi na tereni, te meje pa žal v bistvu brez nekih fizioloških testiranj ne moremo določiti, zato ji damo v bistvu zelo veliko poudarka, plus ker tale meja, kje se ta točka pojavlja, se pojavi tu, se pojavi tu, v bistvu tudi zelo lepo napoveduje tudi športno uspešnost. In tudi lahko zdaj mogoče tako malenko še špekuliram, če bi zdaj vzeli, recimo, ker imamo tu Primoža, pa ker imamo Tadeja, kot dva svetovno najboljša kolesarja, če bi govorili o tej točki, bi jaz skoraj rekel, da je ta točka relativno podobna v obeh primerih. Bi pa rekel, da je Tadej za tole točko precej više pa razstavljen kot Primož. In zato potem na koncu tudi razlike v športni uspešnosti. Se pravi, ja, tudi tole točko bi si lahko predstavljali tudi tisti, ki uporabljate merilnike moči, kakšen FTP, kakorkoli. FTP-ja mi praktično v praksi ne uporabljamo, ker bomo rekli, resnih ekipah je FTP malo tako, nima glih fiziološke vrednosti. Ampak ja, tale vrednost bi bila zelo podobna, večji razkol, ki bi prišel med njima, je verjetno v tele vrednosti. Potem imamo v bistvu še mehansko učinkovitost, se pravi, kaj se zgodi, če mi določeno količino kisika sprejmemo, zelo pomembna zadeva je tudi, kako učinkovito ga porabimo. Nekaterega bolj, nekaterega manj. Zdaj recimo, če tako rečemo, če vsi recimo jaz ali pa Blaž tekmujeva na določeni intenzivnosti, porabljava enako količino energije. Če pa Blaž večjo mehansko učinkovitost, pomeni, da bo ob enaki količini porabljene energije on nekoliko več mehanske moči ven sproduciral kot jaz, posledično pomeni, da bo tudi bolj uspešen. In to je v bistvu en parameter, ki je zelo zanemarjen, predvsem pri mlajših kolesarjih, sploh v bistvu tudi v Sloveniji, ki se dela testiranje, predvsem reprezentance, pa te zadeve mlajših, starejših mladinci, se zelo velikokrat gleda samo VO2 max, ki je samo en delež cele sestavljanke. Med drugim na kakšna mehanska učinkovitost nekoliko tudi v bistvu nakazuje malo na, se pravi, razvitost same periferije, se pravi, mišičnih struktur in ja, mehanska učinkovitost na koncu zelo pomembna. Profesionalni kolesarji se gibajo do tam, bomo rekli, okoli 23 plus, sicer zdaj ne smem vseh vrednosti povedati, ker smo jih pod tajnostjo delali, ampak ja, v bistvu najboljši kolesarji, ki jih gledamo World, se gibajo do tam 24-25%, povprečen amaterski kolesar se giba tam okoli 21,5-22. Ženske so nekoliko bolj učinkovite kot moški. Kakšen lepo izpostavila. Kakšni začetniki so pa v bistvu tudi pod 19% oziroma še tudi nekoliko nič. Kaj to pomeni?
pri recimo tipičen kolesar, ki recimo se pač tam na Torjak gor zapodi, pa obrača, ne vem, enih 250 vatov, pač porablja nekje, ne vem, rečemo 3,5 litre kisika. Razlika med neko nizko učinkovitostjo 19,5 pa neko povprečje 21,5 pomeni, da bi ob isti količini porabljene energije gor na Torjak namesto 250 vatov pač lahko proizvaja 270 vatov. Zato je pač zelo pač pomembna tudi kakšna naša mehanska učinkovitost in ekonomija. Poraba substratov, ja, to pa v bistvu, kako se porablja energija znotraj različnih intenzivnosti. V tem primeru je to en primer enega kolesarja ali pa mogoče kolesarke. Oranžno malo poraba pač maščob, modro malo poraba ogljikovih hidratov. Vidimo, da ko intenzivnost narašča, čez čas začne upadati poraba maščob, pa se poveča poraba ogljikovih hidratov. Zmotno prepričanje, ko kolesarimo zelo nizko intenzivno, se porablja do samo maščobe, to ne drži. Se pravi, pri relativno nizkih obremenitvah lahko imamo relativno pač visoko porabo ogljikovih hidratov. Malo je odvisno od pač treniranosti, delno tudi pač prehransko lahko odvisno, ampak ogljikovih hidratov se pač porabljajo vedno. Zato se ti lahko zgodi tudi, če gremo za 2 ure v easy, če nismo relativno dobro preenergijsko napolnjeni, da te pač po 2 urah dreže, pa sploh ne veš zakaj. Ratajo zelo take mehke noge, To v bistvu tudi dobro potem malo razumeti. Ne bom zdaj rekel, da se lahko iz tega dela do pač neke prehranske strategije za dirko. Zakaj? Zato, ker dirke niso enakomerne, ima veliko sprememb ritma, plus poraba substratov nekoliko niha tudi od dneva v dan. Nam pa v bistvu zelo veliko pove o sami tudi pač razvitosti kolesarja. V bistvu, prej sem že v bistvu nekoliko omenil razlike med moškimi in ženskami. Se pravi, nekoliko nižji v povprečju, nekoliko nižji v max, to je čisto, se pravi, evolucijsko pač do tega, ženske pač nekoliko manjša količina krvi, manjša pljuča, manjše srce. Nekoliko mogoče bolj učinkovite pri isti absolutni obremenitvi, nekoliko boljše v porabi maščob kot vir energije. Zdaj je to pač dejansko praktično, aplikativno pač je stvar debate, ampak nekako lahko opazimo, da pač lahko nekoliko večji del energije pač porabijo tudi iz maščob, verjetno delno povezano tudi pač zaradi hormonov. Pa nekoliko večji delež maščobne mase pač tudi pri ženskah pride. To v bistvu potem vedno radi pač izpostavimo, se pravi menstrualni cikel pri ženskah. To je bila v bistvu ena zelo lepih študij, ki jih pač vedno rad pokažem. Se pravi, mislim, da tu noter so imeli 10, 12 ali 14 punc, kjer so zgledali različne parametre znotraj različnih faz menstrualnega cikla. Odebeljeno črno so spremembe cele skupine, se pravi povprečje cele skupine. V resnici vidimo, da je pač črta relativno ravna, ni bistvene spremembe bilo celo skupino. Če pa pogledamo svetlo sive, se pravi tiste, ki niso tako debeljene, vidimo pa, da je razmetano kot hudič. Zakaj? In tu je pač ta razlika, se pravi menstrualni cikel različno vpliva pač na ženske. Ena ima lahko v določeni fazi pač, ne vem, pač več težav kot druga, slabši performance, slabše počutje, nekatera ima lahko v drugi fazi. Zato v bistvu neke splošne smernice za znotraj menstrualnega cikla nimamo in je pač največji faktor potem tu individualizacija, glede na pač počutje. Nekatere praktično nimajo težav skozi cel menstrualni cikel, nekatere v določenih fazih, tako da pač komaj funkcionira do kakšen dan, pač to je treba potem vzeti v zakup. Nimamo pa nekih splošnih smernic, ki bi dejansko rekli, ok, v tej fazi je to pa to. Pač mogoče kakšne minimalne razlike, ampak v praksi to pač se praktično ne uporablja. Ok, zdaj smo v bistvu malo v bistvu treninga dotaknili. Jaz v bistvu na začetku si postavim v bistvu pač vprašanje, zakaj sploh v bistvu trenirati ali pa zakaj se nekdo odloči za trenirati. Pač prvo je, ker si mogoče želimo nekega sistematičnega dela, želja po doseganju nekih tekmovalnih rezultatov, izboljšanje zmogljivosti in počutja, preprečevanje poškodb, to so ponavadi tisti, ki imajo kakšne slabe izkušnje od pretreniranosti do kakšnih drugih zdravstvenih težav in se potem odločijo, da je treba stvari malo popraviti.
kakšni kolesarji se znajdejo na tej točki bolj zato, da jim pomagaš načrtovati teden, da ima čas za družino, da ima čas za službo, da ima v koncu še energije za to, da gre pač trikrat na teden na kolo, pa da se dobro počuti. Drugo je, da imaš potem nekoga, ki te tudi v bistvu pač podpira, motivira, pa čez čas, da te v bistvu tudi kaj nauči. To je ena stvar, ki jo pa res rad izpostavim. Pač ni vse, kar je vožnja, trening. Treba je v bistvu pač te stvari malo ločiti. Vožnja, pač uživanje na kolesu, poljubno preživimo pač čas, kakor pač si želimo, nimamo zastavljenih ciljev, kaj želimo z vožnjo doseči. To je, se usedemo na kolo pa se peljemo. Pri treningu je pa tako, v bistvu imamo nekako sistematično zastavljeno, kaj si želimo pač z to vožnjo doseči, kjer potem lahko manipuliramo intenzivnost, trajanje, zato da izboljšamo pač neko zmogljivost ali pa pač nastanek poškodb. In to v bistvu nas že kako potem pripelje do enega pojma periodizacija, ki bomo zelo tak groben spoznali, je v bistvu nekako dolgoročno ciklično strukturiranje vadbe, zato da dosežemo najboljšo pripravljenost takrat, ko si dejansko želimo, pa da nekako po drugi strani poskušamo poskrbeti, da preprečimo ali pa zmanjšamo. Preprečimo sicer ne, ker jih preprečiti ne moremo, lahko pa zmanjšamo možnost nastanka poškodb oziroma pač določenih težav, ki pridejo zraven. To je taka teorija, ki se pač ne bomo strašili, ker ne bomo pač obdelali, samo zato, da pač se vidi, da pač v bistvu kako nekako načrtujemo pač našo sezono, naš teden, naše leto, naše desetletje, imamo eno morje različnih načinov, ki jih potem pač implementiramo glede na pač vsakega posameznega. Malo se bomo samo dotaknili tega, zakaj? Zato, ker je to v bistvu najbolj pogosto uporabljena strategija, predvsem pri tekmovalcih. In sicer imamo tako linearno spremembo volumna po intenzivnosti, se pravi to, da v neki splošni pripravi, neki zimski pripravi začnemo z relativno veliko količino treninga, ki je pač predvsem nizkointenziven, in potem, ko se bližajo pač neko tekmovalno obdobje, se zmanjšuje volumen, pa se povečuje intenzivnost. Zdaj, tipično za naše okolje, ki se prigibamo tako v centralni Evropi, kjer imamo letne čase, bomo rekel, da to niti ni verjetno pač najbolj klasična zadeva, ampak bi rekel, da v tem primeru imamo v zimskem času mogoče malo manj treninga in ga potem pač spomladi, ko se začnejo pač mogoče večja količina treninga tudi zunaj, boljše je vreme, pridemo do tiste največje količine treninga, ki ga delamo, ampak če bi govorili o nekem pač tekmovalcu, bi bil to največkrat uporaben pristop, ki je sicer dober pristop, malo pa pač lahko stvari še precej bolj učinkovite. Zdaj bomo pa v bistvu samo malo spoznali trening, vadbena enota, ki v bistvu predstavlja stimulus telesu, se pravi signal telesu, da je pač treba nekaj v bistvu pač izboljšati. In vemo, da ko se mi usedemo na kolo, ko naredimo en trening ali pa naredimo neko drugačno vožnjo, če gremo 4 ure na kolo, če gremo 2 ure na kolo, pač se tudi na koncu drugače počutimo. In to so v bistvu, ne vem, dolžina, intenzivnost, tudi struktura znotraj tega, to pomeni, to so v bistvu različni držaji, ki nam bodo na koncu dali v bistvu nek, rečemo temu lahko, drugačen napredek. Zelo pomembna stvar, ki se marsikdo ne zaveda, je tako imenovan koncept točke preloma. Se pravi, vemo, da močnejši kot bo državljaj, boljša pa močnejša lahko adaptacija oziroma napredek. In v bistvu to si lahko nekako predstavljamo tako, da do neke mere ta moč signal lahko povečujemo, da bomo dobili še nekaj pozitivnega, če bomo pa pač pretiravali, bomo imeli pa v bistvu že negativne učinke. Zelo simpel, če gremo zdaj na 3 ure na kolo, pa recimo, da to pade tu nekje, lahko še nekaj pozitivnega pričakujemo. Če se zdaj nekdo odloči, ja, ok, jaz grem zdaj za 15 ur voziti nekje, se bomo verjetno postavili že tam na rdeče, kar si pač ne želiš. Zelo pomembno, točka preloma ni točka, kjer si želiš skozi biti. Se pravi, maksimalna doza treninga, ki jo naše telo sposobno procesirati, ni optimalna doza. Okay? Je verjetno nekje nižje. To je samo pač tista meja, ki se jo pač poskušamo izogniti v določenih primerih, da ne gremo čez. Bolj, ko bomo trenirali, višja pač ta točka preloma. Če pogledamo recimo
imamo lep primer ultrakolesarjev pri nas. Tale točka za recimo Marka Balaha je verjetno pač precej više kot mogoče 10 ali pa 15 ur kot za nekoga, ki gre 2krat na teden na kolone, ki se mogoče giba pri 2 ali pa pri 3 uri. Se pravi, tudi potem s treniranjem ste pa malo v bistvu, v katero smer je pač kolesar, kako se razvil, se ta spremeni. Moramo pa v bistvu še ena stvar, ki moramo pa spoznati, pa kako dejansko naše telo napreduje. Ja, v bistvu pač večina si misli, zdaj sem naredil trening, zdaj sem pa boljši. Ni čisto tako, no. Se pravi, sam trening je v bistvu držljaj, da naše telo pač napreduje. Kaj se zgodi? Ko mi naredimo trening, pride zraven utrujenost. Utrujenost pripelje do tega, da naša pripravljenost dejansko nekoliko pade. Potem v fazi regeneracije se zgodi, da se naša pripravljenost, ko mi damo dovolj počitka, dovolj hranil za regeneracijo, se pravi obnovo mišičnega sistema, vzpostavitev ravnovesja hormonskega živčnega sistema, se zgodi potem en tak pojav, ki mu pravimo superkompenzacija, da dejansko naša pripravljenost pride na višji nivo. Seveda, če potem ne damo novega treninga, se zgodi, da pač pridemo nazaj na začetno mesto. In to je v bistvu tudi potem zelo pomembno, kako trening strukturiramo. In v bistvu bomo takole spoznali. Tako kot sem rekel, pač prvo gor, različni treningi so pač različni držljaji. Bolj intenziven, manj intenziven. Včasih se zgodi, da če je trening preintenziven, praktično superkompenzacijo oziroma tega napredka ne spodbudimo, ker pač telo ne more take količine stresa, toliko mišičnih poškodb pozitivno obdelati. Zelo pogost pojav, ki potem vodi v ta sindrom pretreniranosti. Ampak, če nekako stvari vse štima, da si želimo nekaj takšnega. Začnemo na začetku, naredimo trening, prije superkompenzacija, v pravem času dodamo pač nov držljaj, nov trening in tako lepo gradimo bodi si teden, bodi si mesec, bodi si leto, da na koncu pridemo do višje pripravljenosti. Se pravi, ravno prav, ne premalo, ne preveč treninga, regeneracije, da v bistvu skupaj pridemo do pač točke, kjer želimo biti. Zelo pogost pojav, bomo rekli, povprečnega rekreativca materije je tole. Sploh potem, ko se sezona bliža recimo tam junijo, julijo, ki je bila sezona že relativno dolga, ne vem, od novembra, decembra pač nekdo pridno trenira. Ja, se zgodi, da mogoče na začetku še nekako špila, pa ker v bistvu regeneracija ali pa pač preveliki držljaji, prepogosti držljaji vodijo do tega, da se v bistvu nikakor ne moremo skupaj spraviti in pripeljati pač pripravljenost na višji nivo, ampak dejansko potem pride do stagnacije oziroma v veliko primerov v bistvu še do nazadovanja. Bomo pa tole, ki bom pa že tako rekel, s tem se pa pač ne igrati, če ne veste, kaj delate, ker se lahko zgodi, da tudi mi kdaj znotraj trenažnega procesa, sploh pri nekaterih kolesarjih, ki so zelo trenirani, je treba telo spraviti pod res specifičen pa pač velik stres. V takih primerih si kdaj dovolimo, da ne delamo popolne regeneracije, ampak pustimo kolesarja nekoliko utrujenega, zato da potem nadaljujemo z določenimi držljaji in potem čez čas pridemo do tega, da pač dovolimo večji obseg regeneracije, kjer pride do superkompenzacije. Zelo lep primer so lahko kakšne priprave, včasih imajo kolesarji, potem sploh v zimskih časih, kakšne precej obsežne priprave, ki lahko trajajo tudi 10-15 dni, kjer se zelo veliko trenira. Trenuten rekord kolesarja, s katerim sem jaz delal to, da so v 11 dneh naredili enih 68 ur, kar pač pomeni v bistvu praktično 6 ur vsak dan. In ja, če zdaj koga vprašam, recimo to je bilo 11 dni, koliko časa mislite, da je pač potem trening tekel naprej, ko so prišli iz priprav, da smo dejansko začeli normalno trenirati naprej. Se pravi, ta faza regeneracije, ki sicer zajemala tudi še vedno pač neke lažje treninge, koliko bi rekli, da od teh 11 dni, koliko časa so rabili, da smo potem nadaljevali normalno s trenažnim procesom? Ok, en teden, še mogoče kakšna? 10 dni. Ok. Ta je bil zelo blizu. V bistvu 11. dan po pripravah je bil vse tisti, ki smo dejansko normalno začeli s treningom. Vmes je vseeno, 2 dni v pripravah je imel prej, potem smo pa v bistvu nekaj lažje, tako ura pa pol, 2 ure, kjer smo vmes tudi z določenimi metodami spremljali, kako se regeneracija pač pa adaptacija dogajajo, ampak mislim, da 11.
hvala. 11. dan bil tisti, ki smo v bistvu potem, zdaj ga lahko pa pač gremo naprej basati, pa graditi za naprej. Tako da ja, to so potem stvari, s katerimi je treba malo paziti. Sem imel primer, kjer se v bistvu temu, ki pravimo v bistvu tudi potem blok periodizacija ali pa v bistvu high density blok training, kjer smo v bistvu kiksnili. Pa se v bistvu od 4 kolesarjev, kjer je to štimalo, je v bistvu potem bil eno mes, ker to ni štimalo in smo rabili v bistvu pol meseca, pa še malo več, da se je nazaj sestavilo. Pač pride lahko tudi do tega in zato treba tu potem res prehransko paziti, stres management, še okoli, ne samo pač na kolesu. Zato so te stvari potem tako, če ne vemo, kaj delamo, pa nimamo res kontrole nad veliko stvari, je treba malo paziti. Lahko ga vprašaš, brez težav. Če ima mikrofon, ti lahko tudi mikrofon vržem. No, smo že dali. Mene pa zanima, pač to so zdaj kolesarske treningi, se pravi, to so tisti STT, pa tako je zelo sterilno rečeno. Pa recimo, če nekdo še dodaja trening za močko, pa je malo težje merljiv, kak se ve, kak je dražljaj povzroči? Mislim, se v bistvu mi dejansko magnitudo tega dražljaja, razen če pač te meriš neke senzitivnost živčnega sistema, tega v bistvu pač ne merimo. Pač potem je v bistvu razmerje med loadom, ki ga nekako lahko ocenimo za pač nek trening, tip treninga, ki je bil recimo v fitnessu narejen, se potem pač prilagaja pač na kolesu, zato da potem en dan gledamo kot, tole danes, ta trening je skupaj pač recimo toliko pa toliko stresa predstavljal za telo, to smo s tem treningom dosegli, moramo naslednji dan mogoče nekako pokompenzirati, da ne bo preveč. To se ti recimo pač v triatlonu je lahko zelo težava, ker imaš lahko v kakšnem primeru tudi 4 vadbene enote v enem dnevu, ko se enkrat vrže noter, da pač naredi se pravi brick trening oziroma pač specifičen trening, kjer plava, kolesari teče, pa se pa še odloči, da v fitness naredi. Ki je logistična nočna mora, ampak je potem treba paziti pač malenkost tudi prej, zato da se pač ne pretirava prej, da lahko tak trening kvalitetno dela, pa potem, da se mogoče ne nadaljuje takoj naslednji dan z nekim težjimi stvarmi. In to je pa v bistvu tudi cel čar tega, kar v bistvu, ne vem, pač trener, tisti, ki pač ti vodi trenažni proces, lahko naredi, da se pač najde, kakšne so količine teh treningov, da so pač še pa nekaterih je to, sploh pač manj treniranih, je to precej lažje, ker ne rabiš pretiravati, pa ne hodiš po tisti tanki meji, kaj je preveč, pa kaj je premalo. Pri nekaterih, ki so pač zelo trenirani, je pač včasih si zelo tako na meji, da smo tudi mi, pač dajva res pač paziti. Jaz ne vem, jaz mislim, da bi tole lahko šlo čez, če bo se vse poštimalo. In je potem tako in pač na tebi, da pač res nekako spremljaš, kaj se dogaja v tistem obdobju, pa tudi na strani pač športnika, da poskrbi, da bo naredil vse možno za pač recovery, zato da ne greš čez tisto mejo, no. Kaj spremlja se počutje? Vse, pač imaš čisto subjektivno počutje, ki je v bistvu en zelo dober marker, lahko imaš neke objektivne pač parametre, ne vem, pač srčni utrip, jutranji srčni utrip, variabilnost srčnega utripa. Imamo v bistvu tak komplet nekih vprašalnikov, ki zajema različne teme, ki nam da tudi zelo dober pogled. Najbolj pomembna stvar, še vedno v bistvu tudi še vedno komunikacija med športnikom pa trenerjem. Ker če ti on zjutraj pove, Simo, jaz sem danes koma, cool. Zdaj ti ne bom, jaz mu ne morem reči, ti pa ne bi smel biti koma. To se še marsikdo ne v bistvu zaveda. Športnik je na koncu vedno tisti, ki dejansko ve, kaj se z njim dogaja, pa kako se počuti. Mi lahko nekako predvidiš, ti boš tu toliko pa toliko utrujen, ampak če se ti zgodi, da ti je pol nekdo tudi nekje pač res konkretno bolj utrujen, kot si pričakoval, je pač čisto normalen odziv. Nismo mehanski stroji, se pravi, pač lahko predvidiš vse, pa pač se ti zgodi, da pač bo mogoče precej slabše. Lahko bo pač tudi precej boljša situacija. Pa tudi ta komunikacija, ki te lahko pripelje do tega, da dajmo danes mogoče malo bolj v easy, ker nisi pa bomo pač en dan, 2 dni pač bolj v easy, ne bo podrlo trenažnega procesa. In to bo tudi tista individualizacija, ki se predstavi iz nekega fiksnega plana, ki ga imaš, do tega, da stvari postanejo malo bolj dinamične pa prilagodljive. Jaz se predstavljam, da lahko je pa tudi kontra, da nekdo fulno hajpan, pa napaljen, pa čisto... Včasih jaz imam enega kolesarja, ki se niti približno ne ve, kaj pomeni, da je utrujen. Je 30 dni zapored, jaz sem čisto redel, kaj se pol zgodi,
smo mogli v bistvu res pač začeti stvari toliko paziti, ker on je imel tega občutka utrujenosti, da se mu je zgodilo, da je potem samo zbolel. Včeraj sem se super počutil, danes pa 40 vročine. In to se mu je tako 3-krat v sezoni zgodilo, pač, ker največkrat, ko priješ do tega, kot mogoče takšna količina treninga, pa tega, te je jasno, so že mogoče utrujeni in veš, ok, da ima en korak nazaj narediti. So pa pač primeri, ker nima do feelinga. Nima do feelinga, ker ti je tako, pač nisem utrujen, noge so v redu in pol moraš mogoče še kakšne objektivne markerje, pa plus zavedati se, ok, dajmo malo z rezervo ga vzeti, ker smo se naučili, da on nima pojma, kako se on počuti. Je pa res, ker mislim, nimamo pa enega markerja, ki bi rekel, da ga zmeriš, pa bi lahko rekel, ok, ti si zdaj za počivati, ti pa pač nisi. Pač smo pa vseeno to kompleksna bitja, da je težava. Cool, to. Ok, zdaj v bistvu samo malo enkrat sam pač proces treninga, ki si ga mogoče ne želimo, se pravi, nekako enkrat začnemo trenirati, pride do nekega napredka in kaj, ko se zgodi napredek, smo ponavadi, yes, cool, dajmo še malo bolj, dajmo še malo več in potem se zgodijo pač v bistvu pač ali stagnacija ali kakšne zdravstvene težave, pač poškodbe. In v bistvu mi tu zelo radi noter peljemo v bistvu še eno točko oziroma en korak, na katerega se vedno vračamo. Se pravi, začnemo v bistvu z nekim pač testiranjem, da vidimo kakšno stanje, zato da lahko pač zastaviš trenažni proces, treniramo, napredujemo oziroma mogoče ne napredujemo in se potem vedno vrnemo na začetku, da vidimo, kaj se je zgodilo. Kako smo napredovali, kje smo napredovali, zakaj smo napredovali, ker napredek ni isti, en je lahko 2 kolesarja za 10 vatov pač povečata moč, ki jo ti obračaš gor na klanc. Ni pa nujno, da je teh 10 vatov prišlo pač iz istega sistema. Lahko je nekdo postal bolj učinkovit, nekdo pa pač privzame lahko zdaj več kisika in zaradi tega producira pač večjo količino moč. In to v bistvu pač ima precej veliki pač veze s potem, kako se lotiš naprej treninga. Za enega se boš tako, za druga se boš pa v bistvu mač specifično malenkost drugače. In ja, nam da v bistvu mogoče celo malo več kontrole, da se potem stvari, ko enkrat pač napreduje, da se v bistvu včasih ne brez glavo samo pač dodajajo, pa ne vem, bolj intenzivno kakorkoli, zato da imamo malo več kontrole nad tem, kako se potem znova in znova pač zastavi trenažni proces. Včasih se zgodi, da si rečemo, ok, zdaj se bomo pol leta posvetili temu pa temu, ker je tako stanje, pa se ti zgodi, da v 3 mesecih praktično omejitven dejavnik, ki je bila težava, zgine, ker se ga reše, ker se kolesar relativno hitro pa dobro odzval na trening in potem si tako, ok, zdaj moramo ugotoviti, kaj je naslednja stvar, kateri se pač poskušamo posvetiti. Ne bomo zdaj 3 mesece delali še vedno isto, če ni več to težava. Ko pa ti v bistvu imaš mogoče samo pač ti merilnik moči, ki imaš moč, pa utrip, pa določene stvari, ki jih pač lahko stestiraš vmes, ne vidiš in potem malo na pamet delaš, zato ker ja, ne veš, iz kje so pač prišle te spremembe. Imamo neke pač ideje, kako se zgodijo pač določeni napredki, ampak v praksi bom tako rekel, se zgodi, da smo mogoče bolj 50-50, kaj se dejansko izkaže, kaj se je zgodilo ali pa zakaj je prišlo do napredka. Glih zato, ker ko začnemo, smo vsi kljub mogoče podobni pripravljenosti pač različno razviti. Bodi si to nekdo, ki se je v šport pa kolo šele podal, kot mogoče nekdo, ki je bil mogoče prej, ne vem, 10 let ali pa 15 let v atletiki, pa v bistvu tudi, se pravi, mogoče kardiovaskularni sistem, se pravi, pljuča, srce, kri drugače razvita kot pa pri onem drugem. Pa ste lahko na podobnem nivoju. In pol, ko v bistvu pride do nekega napredka, je treba pač poskušamo ugotoviti, kje pa zakaj je prišlo, zato da lažje tudi za naprej lotimo se stvari. To bo v bistvu pač nekak pač proces, ki si bi ga želeli. Zdaj se bomo v bistvu samo malo še napredka lotili, pa kaj si v bistvu mogoče tudi jaz, pa potem naprej tudi športnikom, ko govorimo o napredku, pač predstavljam. Tu bomo kar nekaj aspektov. Eno je lahko pač čist boljši tekmovalni oziroma neki rezultatski uspehi. To pač tekmovalni kolesarji, tekmovalni športniki ponavadi pač si želijo. Druga stvar je tudi čisto izboljšana pač zmogljivost, bodi si ali to nekdo tekmuje ali ne, se pravi, lahko govorimo o moči, vzdržljivosti, hitrosti, kakorkoli. Zelo pomemben aspekt napredka je tudi boljše počutje, se pravi, to, da smo pač zdravi, da nimamo pač kakšnih poškodb, da smo pač lahko skozi aktivni, to je v bistvu za marsikaterega športnika včasih že zlata vredno, sploh če so imeli prej mogoče težave.
Naslednja stvar je, se pravi, tudi sama organizacija tedna, to smo spet tam, se pravi, ker neki kolesarjev, športnikov, ki jih imamo, so včasih pri nas bolj zato, da jim pač pomagamo urediti neko rutino, da imajo energijo, da imajo čas, zato da pač handla, da v bistvu pač cel lifestyle, se pravi služba, družina in pozraven še kolo, ker vemo, da če te stvari vse štima, da potem tudi počutje štima, ker če vemo, če ne vem, žena sitna, ki sti skozi na kolesu, bo pač težave. Prej ko slej so dosegnile pač težave. In v bistvu, če pač nekako poskrbimo, da so vsi aspekti pač dobro stojijo, da so vsi zadovoljni, pa če se potem še zgodi še napredek, je pač kar nekaj kolesarjev, ki je zato nižje v bistvu velika smaga. Zadnja stvar, pa ki ga pa tudi vedno pač probamo sploh delati, pa bom rekel skoraj veliko, da bomo rekli zdaj več z mladimi, je pa v bistvu zdrav odnos do športa. Pač da se razvije pač nek zdrav odnos do športa, da pač ne pademo v neka pretiravanja, v neke vzorce, ki nas potem mogoče, ki smo starejši tepejo. No. Ampak primer napredka, to je v bistvu recimo primer enega kolesarja, se pravi parametri, ki jih merimo, tu imamo prvi laktatni prak, drugi laktatni prak, se pravi to je razlika, ne vem, 11. To je november 2019, to je januar 2021, prvi laktatni prak, ki je šel recimo iz 240 W na 270 W, drugi laktatni prak, ki je šel iz 310 na 300. To je v bistvu tako, iz vidika, se pravi napredka, čisto kot zmogljivost, en primer. To je recimo drug primer, primerjava laktatnih profilov, tisti, ki jih mogoče malo poznamo, bo pa zelo hitro jasno, to je bil recimo prvi test, to je bil pa zadnji test, vidimo v bistvu tudi pač glede na moč, da se je vse skupaj predstavilo v desno smer, to je recimo napredek nekih pač 15-20% v moči. To je še v bistvu en primer, kako pač nekako tudi potem spremljamo napredek iz vidika samega performansa. Tole je pač iz vidika telesne sestave, en del je že Blaž prej pokazal, se pravi, kako se je pač skozi čas telesna sestava pač izboljšala. Potem imamo v bistvu tole, mogoče se tu niti ne vidi, tule relativno veliko rdečega, na drugi strani relativno veliko zelenega, oziroma smo v bistvu uvedli. To je bilo v bistvu, ko smo začeli delati z enim kolesarjem, to je bilo potem v bistvu čez čas, ko smo nekako razvili relativno zdravo pa dobro mero treninga pa rutine. V tem primeru tudi tam desno vidimo, da so nedelje rdeče. Če se malenkost bolj od blizu pogleda, piše počitek ali kratek recovery, se pravi čisto opcijsko, zato ker je pač, se pravi, družino, majhen otrok, ta kolesar imel in smo rekli, ok, če ti pač znese imaš, da je čas, lahko tisto dodaš, če ne. In v bistvu smo tole kar zdajle že leto pa pol lepo pač teče, tiste nedelje so ostale opcijske, med tednom 2 dni frej, zato da tudi se službene zadeve pa te pohandla. Govorimo, se pravi, tudi o kolesarju, ki je bil lani, se pravi, drugo mesto na Tamali Frani. To je pa pač primer bil, v bistvu, ja, to je bil v bistvu pač primer v bistvu enega drugega kolesarja, ki pa nikakor nismo v bistvu iz tega mogli priti na zeleno, zato ker je imel neverjetno rad Severino in njene koncerte. Se pravi, 2 leti nazaj je v enem mesecu bil na 3, če ne 4 njenih koncertih po Sloveniji. In pač težava je bila, ker so se prej bili zmenjeni s kolegi, pa po tistem, ko so šli na koncert, pa je bilo kar hudo še kakšen dan, 2 in nikakor nismo uspeli spostaviti pač neke rutine. Jaz pač razumem, če pač zato, da imaš neko vzpostavljeno rutino, služba, družina, kolo, je pač kar nekaj tudi pač je odrekanja, pač je treba stvari malo splanirati, v tem primeru šlo za enega pač tudi mlajšega kolesarja, ki mu pač to očitno ni toliko pomenilo in se pač ni dalo in se več vedno rad pošalim, da je imel Severino rajška trening, kar ni nič narobe, ampak pač smo bolj na koncu dali vedeti, da v bistvu, če imaš take težave, pa če se ne vzpostavi rutina, tudi pač iz vidika potem napredovanja težava. Pa je tukaj vidim pri obeh dveh je počitek dvodnevni. To je bil v bistvu znotraj enega eksperimenta, ki sem ga jaz delal. Ampak zakaj 2 dni? Mislim, ali to tudi sicer taka? Ne, to je bil v bistvu pač, če tako, ponavadi, če imamo en dan, se to zgodi, da ne vem, recimo čez vikend treniramo, na ponedeljek imamo frej. Kaj ponavadi delamo na frej dneve? Zrihtamo vse ostalo, kar prej nismo uspeli. In koliko nam ostane časa za počitek? Relativno malo.
In pol v bistvu rečemo, ok, izkoristi to, da narediš vse, kar moraš narediti, tu si pa vzam čas, da se res odklopil, pa pač spočil, pa regeneriral. To je bilo v bistvu pač del enega v bistvu tako majhnega eksperimenta, ki sem ga jaz delal, pač vpliv recoveryja, se pravi dvodnevnega recoveryja skupaj na počutje pa pač performance med kolesarji, glih zaradi tega, ker en dan sej pač nisi takrat na kolesu, ampak zelo velikrat se ne odklopimo v tistem dnevu, ker zrihtamo vse ostalo, ker nam prej ni uspelo. To se lahko potem pač, lahko se redno uporablja, lahko se vmes čisto odvisno pač od posameznika. V tem primeru je bila ideja celega v bistvu pač testiranje, to je bilo v bistvu 12-tedenske obdobje, ki smo par stvari gledali, je bilo to, da smo imeli redno 2 dni vmes frej. In se v bistvu za pač nekega rekreativnega amaterskega kolesarja se je v bistvu izkazalo zelo dobro. Ja. Lahko pa pač nekateri rekreativni amaterski kolesarji mogoče pride prost dan vsak 3. dan, lahko pride vsak 5. dan, lahko pride mogoče vsak 10. Čisto odvisno od ciljev, pač časa, ki ga imajo za trening, odvisno kako se pač trenažni pač proces zastavi. Ok, ja, zdaj pa v bistvu tisto, ki je mikrofon, pa rajš v bistvu kakšne specifične vprašanja zdaj odgovarjamo, ker neke specifične teme tu načenjati, kar se tiče samega treninga, je pač problem, ker je treba v bistvu pač spoznavati pač neke osnove se zadaj, se pravi tudi pač iz vidika fiziologije delovanja telesa, tako da bom jaz v bistvu rajši konkretnejše vprašanja, če ima kdo, lahko pač to leti na trening, lahko na karkoli, testiranje, karkoli. Nič, odlično. Ti boš, kaj boš pa ti vprašala? Ne, mene en tak firbac imam, ko se pogovarjamo dostkrat, a ste kdaj delali test ali pa opazili, da ženske pred menstruacijo, če je vse v redu, no, ker nimamo vse ful hudih težav, ene imajo, ja, pa da nimamo hudih težav, da bi bile tik pred menstruacijo ful boljši performance, kot recimo čist na začetku pol. To je v bistvu tako, kot sem pač prej pokazal, čisto individualno. Da mi se tako, ne vem, sicer Tjaša, ti ne te, z njim, da sem se pa pogovarjali, ampak smo se pa ene park tudi tako malo kaj podirkamo kdaj, pa ko se malo več pelamo, smo ugotovili, da smo v bistvu tiste dni tik pred ful boljš počutje, pa res prvi dan, pa tudi če nimaš težav, si pa res tako, vidiš, da si težko vate obračal, da ni šlo tako lahko. Zelo različno, ne, pač pri nekaterih so recimo te zadnje... Mislim, ja, itak pač nihanja so, ampak pač na koncu je spet malo odvisno, ne, jaz imam recimo primer, ker recimo kolesarka pa v tem obdobju preden pridemo pa ful težave, preden se začne menstruacija, ker ti praviš, da si nekako najmočnejša in tu se potem vrnemo na tisto, da je pač individualno pač malo pogojeno, kako se odzivaš, ne. Bom pa pač izpostavil, pač bom zdajle, ki smo pač tu, da pač ja, pač menstrualni cikel pač super, pač da je takrat, ki ga ni pri puncah, je pač to prva stvar, ki se ga lotimo, ker nam je zelo lep pokazatelj zdravstvenega stanja pa situacije, pač ki tiste, ki pač nima doredno ali pa nima do, se pravi primer kolesarke, ki je malo, ki je stara praktično 35 let, pa še nikoli v življenju ni imela menstruacije, ki je pač prišla pač prej iz atletike, kjer so pač gnali. Do tega, da imam pač zdaj jaz primer, kjer so v bistvu pač mlade tekmovalke, ki v bistvu zato, da pri 18 letih slučajno na eni dirki lahko relativno dobro vozi, jemlje pač določene hormonske tablete, zato si predstavlja menstruacijo, da potencialno ne je imela težav. Pač menstrualni cikel, ja, lahko se zgodi, da nam v določenih primerih nekoliko vpliva na performance, ampak ko pač enkrat pač sprememo, pa se pač navadimo, pa znamo pač proces okoli tega, dati je pa v bistvu menstrualni cikel zlata vreden. In ja, si ga želimo, no, čeprav marsikdo bo pač rekel, ja, ok, to imaš samo pač težave, pa to informacije, ki ti da pač menstrualni cikel ostanejo pač punce ženske, je pač res zlata vreden. In to je pač prva stvar, ki vedno, ki mi začnemo urejati, ko pač prije nekdo, mislim pač športnica, pa da nima ali pa ni reden menstrualni cikel, je to prvi cilj, ki si ga zastavimo. Ker če bo to redno, pol vemo, da pač energijsko štima do stvari, proces, trening je dovolj, ni preveč, ni premalo, pogremo pa lahko pač v bistvu na neke resne pa specifične zadeve. In glih danes zjutraj nam ena kolesarka, ki je imela pač resne zdravstvene težave, pač napisala, da je prišla nazaj menstruacija po, bomo rekli, enem letu.
pa smo pač začeli Polepšen vikend. Ja, in je pač bil tako, pač odlično, super, pač. Ne pa zato, da bomo se zdaj filali s tableti, zato, da bomo menstruacijo pač predstavljali, samo zato, da bomo pri 18 letih, ki govorimo o rangu tekmovanja, ki je zares še nič. Zato, da pač bo nekdo namesto 20 minut vozil 19 minut, pa pač pol. Se je to dosti dobro poznam, ker sem se sama dosti športom cel življenje, tako da vem, kako to zgleda pri ženskah. Ja. Dolgi rok so potem sigurno lahko pač težave, če se s takimi zadevami še zdaj igraš. Ne? No, pa še ena stvar, da jaz vprašam, to pa mene, recimo za mene zanima, čistko, pa nisem vam kol vas vprašala, pa vas bom kar klele zdaj pred vsemi. Koliko časa, recimo, tudi mene vsi sprašujejo, dokdaj se mislijo imeti tole, a ne? Koliko časa oziroma do kje jaz lahko sploh recimo pridem? A to sploh lahko predvidiš? Koliko časa bom jaz porabila, da bom na tem svojem maksimumu, kjer nekje več ne bo šlo? Kar nekaj časa. Tako, jaz vedno na začetku rečem, en olimpijski cikel je sigurno to, kar si želiš dati čez. Da pač daš res čas telesu, da se pač razvije. Ti si imela tako in en out obdobje, poleti ja, mogoče po zimi manj, pač vzdržljivostni šport je pa šport, ker se pač dejansko razvijamo najpočasnejše. Zato se zgodijo, ne vem, strukturne spremembe na sami mišici, da se srčna mišica pač dejansko pač spremeni skozi čas. To traja. To govorimo o mesecih, pa pač letih. In jaz se vedno zastavim, tudi ko pač pride nek pač športnik na začetku, je tako, bova gledala za to sezono, pa naslednjo, ampak celo idejo, kaj pa kako bomo delali za naslednji olimpijski cikl, se pravi 4 leta. Tako 4-5 let je pač nek minimum, ki si ga pač želiš z nekom obdelati. Prvo, tudi pač mi potem pač spoznaš športnika, veš kako teče pač njegov teden, kakšne so njegove navade, je potem ful lažje delati. Ne? In tudi jaz imam zdaj pač kolesarje, s katerimi delam že, ne vem, 7-8 sezono. In pač je potem delo s takimi, zato ker pač ga se dobro se poznaš, stvari teče in še vedno pač lahko napreduje. Tako da pač, ne govorimo 1 ali pa 2 leti. Na začetku pač napredek pri tebi je bil pač ogromen, predvsem tudi iz vidika pač telesne sestave, pa tega, pač iz vidika treninga pač se bomo usedli tu nazaj leta, ne vem, 2028, ko bodo spet pač olimpijske, pa se bomo pogovarjali, smo zdaj dosegli to, kar si pač si zastavljali, ali nismo. Pa se bomo za olimpijske pripravljali. Ja, lej. Pusti se presenetiti, no, že zdaj si pač tako res Veliko selektor, polja. Ne bo, se mu nisem dala. Mikrofon. Bo že porezal ven. Že treba porezati. Še eno hitro. Koliko je tak za nekega povprečnega rekreativca, ne? A pa če malo opišeš, kako se ti z njim navezi, ali te to kličejo, ali ti maile pošiljajo, ker si predstavljam, da to je neki bazen ljudi, ne? Ali je to enkrat na teden, ali je... V bistvu, ena stvar, ki jo pač poskušaš ugotoviti, je to, kaj v bistvu tudi pač na drugi strani pač športnikov ustreza. Pač eni imajo mogoče mlajši, imajo mogoče rajši, bomo rekli, manj osebne stike, bodi si pač, ne vem, SMS-i, četanje, nekaterima, da pač rajši, da te pokličejo, to pač tudi malo ugotoviš za samo stran. Kako pogosto je malo odvisno, kako imaš pač cel način sodelovanja zastavljen. Pač jaz imam pač športnike, s katerimi se v bistvu vsak dan slišiš, imamo pač športnike, ki pač ima do neke osnovne zadeve, ki pa mogoče se pač slišiš, ne vem, enkrat na teden, pa pač enkrat pač mesečno, pač čisto odvisno, kako imaš delovni proces znotraj pač zastavljen. Ker ne želijo si vsi to, da se vsak dan s tabo pogovarjajo. To bi si mogoče želel, da imaš pač športnika, ki ga imaš dejansko lahko vsak dan, ampak pač vemo, da tudi, če gremo potem na pač business side of things, pač ne more si vsak privoščiti, da ti bo plačal 300, 400, 500 evrov na mesec, zato se ti vsak dan z njim ukvarjal, pač ker vseeno moraš pa ti nekako tudi svoje delo pač ovrednotiti, ne, ker pač vsi delamo to, pač ja, zato ker nas veseli, ker smo fajn, ampak je v bistvu pač tudi delno pač poslovni vidik, ki moraš gledati. In so pač kolesarje, ki je tako, jaz lahko tok, pač sem pripravljen investirati, kaj lahko ti je za to dam? Lahko ti pač dam, zato da bo imela pač dobro zastavljen trenažni pač proces, pa če boš rabo me pač, če se v karkoli me zgodilo, me ne vem, enkrat na teden se slišiva, pa pač preletiva čez trening. Lahko imaš pač neke umestne variante, lahko imaš pa to, da si zjutraj pač prva stvar, ki imaš pač kolesarje, daj mi, kako si spal, kakšne počuti, kakšne so noge, včeraj ste dirkali, kakšne težave, moramo kaj prilagoditi, zato da dejansko že zjutraj, preden se pač nekdo, ne vem, spravi na trening, lahko že pač narediš neke prilagoditve, pač če se zgodi. Ker se ti kdaj zgodi, da se zjutraj zgodi, nisem spal,
Noge so pač za nič, ok, ko vam danes naredijo na planu, imam 4 ure, neke intervale, ok, to pa to. Blizu tega, da se ti ne zgodi, da ti pol cel teden pretirava, ti pol reče, ja, zdaj me je pa podrlo. Ja, seveda, ker pač nismo teh zadev mogli prej poloviti, ampak ja, dejstvo je pa, da to ne moreš z vsakim delati, ker si tudi vsak ne želi na tak način delati. In to je potem pač iskanje nekih kompromisov, da je pač vsem redu. Pač definitivno bi si pač želel, da imaš vsega tako, da se pač sedeš, se pogoriš, spiješ kavico, ampak pač logistično pač to ne gre čez. Vidite, ko bom rekel tako, rekreativni amaterski kolesarji večinoma časa, tako da gre mogoče se enkrat, dvakrat na teden slišiš, predvsem to, da on dobi feedback, kako je izgledal njegov trening. Tako čist neka osnovna stvar, ki jo pač mi delamo, tako da ko se en teden oddela, pač jaz da je relativno pač velik, pač grem čez njihov trening, pač posnamem zadeve, recimo pač imaš screen recording, greš čez trening in poveš, le tole je bilo super, opala, tole ni bilo super, tole si kiksno, tole dej tako naslednjič, zato da tudi on dejansko vidi, da ima nek feedback in je v bistvu večini že te stvari dosti. Pa mogoče 15 minut pač greš čez pač počutje, imaš lahko tudi neke pač zadeve, ki ti olajša do te zadeve, ne vem, pač imaš neke vprašalnike, ki ti jih recimo vsako jutro izpolni spanje, pač utrujenost nog, počutje, motivacija in imaš v bistvu lahko tak en monitoring, da že v bistvu zjutraj, ko vidiš, ok, ta je cool, tale je 1, bom njega poklical, ker me on rabi, za vse ostale štima. In ko štima do zadeve, pač imaš lahko relativno malo dela. Ko gre pa enkrat vse narobe, imaš pa to, da pač se ti zgodi, recimo pač so na dirki, pač neka dirka, ki gre vse narobe in potem si v bistvu cel dan tup ta telefon, tup pa te športni direktor, on na levo, desno, se ti zgodi, da pol v bistvu si cel dan se v bistvu ukvarjal z enim ali pa z 2 kolesarjema. Ko pa teče vse okoli, je pa super. Jaz lahko povem, da imajo ful dober sistem, da smo na Snapchatu. Ne Snap. Ne, WhatsApp. Vi ste pa moje na WhatsAppu. WhatsApp. WhatsApp imamo. Jaz imam toliko teh chatov. In smo noter skupina, v bistvu trener, nutricist pa jaz in noter dobivam vse informacije, tako da se v bistvu niti ne slišimo, niti ne vidimo kaj dost, ampak je vse tam noter, Blaž me vsake toliko časa vpraša, kako se počutam, pa res so odzivni nazaj, ko recimo glih ta teden sem imela primer, da sem se en dan res slabo počutila, to je bilo prvič v bistvu v pol leta, da sem imela zjutraj malo vročine in da sem jima to napisala in je bil takoj odziv nazaj in od Blaža, trenerja, se pravi še eden Blaž je, pač da naj počivam, pa naslednji dan ne prilagodil mi trening, Blaž mi je takoj prehrano prilagodil, tako da so res odzivni in res naredijo. Ja, kaj se tiče zdravstvenega stanja, pač ne odstopam, bodi si, da si z nekom zmenjen, kako pogosto se slišiš, koliko prijemo do zdravstvenega stanja, pač če smo zmenjeni, da se pač, ne vem, enkrat na mesec slišiš, če se ti vmes zgodi, da imaš težave z zdravjem, pač povej, ne glede na to, kaj je, zato ker pač če poskrbiš za zdravstveno stanje, da je športnik zdrav, pa nima težav, lahko redno trenira, pač se dobro počuti in s tem pride tudi v bistvu pač dobra pripravljenost in vse. Imel sem primer pač kolesarja, ki je v bistvu šel vmes čez COVID, pa se mi ni upal povedati, da ima COVID, je bilo tako, da je pač treniral in potem je pač rekel, ja veš, pa sem imel, glava me bolela to, potem sem se pa testiral, pa sem pozitiven, pa 4 dni s COVIDom pač treniral. Pač kar je lahko težava. Na srečo zdaj pač ni težav, ampak lahko bi pa bila. Ker pač vemo, sploh pač za čas COVID-a, sploh zdaj, ko pač prihaja, da tudi določene raziskave ven v določenih primerih. Pač jaz sem imel kolesarko, ki je pač mogla zaradi long COVID simptomov pač zaključiti kariero po 23 letih, ker so pač take težave. In pač je treba pač paziti. In pač ko pride do zdravstvenega stanja, pač če me moraš ob 11. zvečer poklič pa povej, lej, pač, ne vem, pač vročina, buham, ali pa pač tam so me na urgence peljali, pač mi je vseeno, kdo smo, kaj smo, kako smo zmenjeni, to so stvari, od katerih se pač ne odstopa. Zdravstveno stanje je pač na prvem mestu, ne. Tudi to, da me je enkrat en klical, koliko na enem treningu, ki se je v bistvu pred avtom pač prekucnil na makadamu, koliko me kliče, dej, kaj narediti, ne moremo stati. Pač, ne vem, poklič rešilca, rekel, ok, pač poklič, sam povej, kje si, bom pač tudi jaz pač prišel v tem primeru, pa sem se pač 40 minut fural, ki je bil tam neki v takih hosti, da ga pač praktično nihče ni mogel najti. Pač, ko gre za zdravstveno stanje, bomo pač naredili, kolikor se bo dalo, da bo lahko boljše. Pač pri zdravstvenem stanju pač ne odstopamo. No. Tam smo sitni, zelo. Tam smo sitni. V bistvu smo včasih, bom rekel, mogoče celo še bolj. In pač bom rekel tako, da se dostakrat v kakšnih velikih ekipah, kjer so športniki bolj številke,
zato da se potem denar vrača, bomo rekli, da tu pa tam pač velikrat zapnemo z temi ekipami, zato ker pač mi nekako dajemo športnike na prvo mesto, njim je pa pač malo vseeno, da pol športnik na antibiotikih poškodovan pač vozi do dirka do. In jaz sem pa tako rekel, tudi pač ekipo, ki imamo sestavljeno, se zavedamo, da pač je zdravstveno stanje pač najpomembnejša zadeva, tudi potem dolgoročno gledano, ker so včasih lahko take težave, da se tudi zaključi kariera zaradi kakšnih neumnosti, pač če bomo pač imeli to vrednoto, da bomo pač gledali na zdravstveno stanje, pa zato skrbeli, sem rekel, fantje, jaz grem z vami se pač s komarkoli, pač zdravstveno stanje pač na prvo mesto, ker če zdravstveno stanje bo pač tudi vse ostalo. Ne pa, da imamo pač tam kolesarko, ki se praktično celo sezono predstavlja in z antibiotika na antibiotik iz te poškodbe na uno, sem zato, ker pač ne more da oni pa pač trenerji reči, ok, dajmo si vzeti en teden, da se stvari res posanira, da bomo potem normalno delali, ker so pač pritiski iz ekipe, ne. Vi recimo določite te cone, ki imate, ne? Pa to zeleno cono, neko pevano, ne? Pa recimo, ko športnik dvigne formo za 20%, koliko se pa cona spremeni? Ja, to testiramo. Ker pa nekateri, Samo vprašanje, koliko pa to recimo nekaj, 20%? ja, zdaj je čisto odvisno, kako je Tega začeti. drži Ljubljan splosa, pa kako zavno to sigurno... Sigurno niha, se zato je čisto odvisno. Pri nekaterih gre lahko iz 150 vatov na 250 vatov, čisto odvisno pač od treniranosti, stanja, količina treninga, zato je v bistvu to pač predvsem ta meja zelena-oranžna, ena stvar, ki pač želimo pač redno vmes potestirati, ker se ful lahko spremeni. Ja, recimo pač... Ja, pač čist primer tako enega, bomo rekli, rečemo to pač, ja, pač je zares že pač profesionalni kolesar, ki se je zgodilo, da v bistvu, ko smo začela delati 4 leta nazaj, je bila pač ta meja tam nekje, bomo rekli, 230-240 vatov, pa se zdajle pač 4 leta kasneje pač pogovarjamo o številki, ki je, ne vem, 310 vatov, ne. Koliko časa pa rabite za kontrolo tega testa? Pač test vzame, pač če narediš najosnovnejšo verzijo, ti vzame 40 minut. Ja. Je samo laktatni profil, ker se pač pogledanje za to. Zdaj, če pač imamo tako, da imaš komplet, da imaš zraven še mehansko učinkovitost, pa te zadeve pač si moraš vzeti tam 1-2 urci časa, ker je vmes še malo pavzice, ampak načeloma pač osnovna zadeva, imaš pa 40-45 minut, malo odvisno od tega, koliko je nekdo treniran. Kakšno je pa stališče do treninga moči? Super zadeva, pač, ki bi mogel marsikdo precej več prakticirati. Zato predvsem pred kolesarjih, ker govorimo o precej neimpaktnem športu, se pravi tudi iz vidika zdravja kosti pa tega. Nekateri potem pač iščemo neke, bomo rekli včasih neke srednje poti, sploh če nekdo pač ne prakticira, ali si pa ne želi prakticirati vadbe za moč, da se mogoče kakšen jogging pa te zadeve dodaja, vsaj to, da imamo pač malo tega stimulusa. Včasih celo rečemo, ok, boljš, da ne delaš vadbe za moč, zato ker, ne vem, pač nimajo izkušenj ali pa pač niso pripravljeni poiskati pomoči, ker pač če ne veš kaj pa kako delati, imaš lahko pač precej večje sranje, kot pa pač dobre zadeve, ampak pač tisti, ki imajo možnost, sploh recimo v zimskem času 2-krat na teden, si sigurno pač bi želeli dodati, nekateri mogoče potem, ki so bolj, ne vem, bolj usmerjeni v kakšne eksplozivne zadeve, eksplozivne discipline, kakšni šprinterji, se kakšne aktivacije pa te zadeve delajo čez celo sezono, pač praktično greš en dan pred dirko v gym, zato da pač narediš aktivacijo, nekateri pač potem v sezoni pač malo pustijo, ampak je definitivno tudi čisto iz vidika pač zdravja kosti pa tega pač si želimo, da je noter, ne. Se pa pač tega, mislim, se nekaj prakticira, ni pa to. Bom rekel, da včasih, ker potem imaš spet pač to težavo, ne, logistično, zdaj, kdo lahko ima možnost nekdo, da pač pride mogoče do nekega džima, da lahko to dela, ali ima nekdo možnost doma, pač to so tudi stvari, ki jih pač poskušamo potem pač vedno vzeti za kup, zato da se najde neka pač srednja pot, ne, ker zdaj glih reči nekomu, ok, zdaj moraš pa še v džim pa nekoga, da bo s tabo delal, da bomo res zaziher, pač marsikdo si tega recimo ne more ali pa ne želi ali pa pač ni zmožen pač tudi privoščiti, seveda pač take stvari potem ne siliš, je treba potem pač poiskati neke srednje poti, da smo ok. Je pa tako v zadnjem času definitivno izboljšanje iz tega vidika, no. Ja, kar.
glede na to, da ste rekel, pač ja, FTP nima neke fiziološke podlage in v resnici je zelo teoretičen parameter. A je za nekoga, ki nima dostopa do laktatnih testov, LT1, VT1, kakorkoli, vseeno ustrezna metrika za postavljanje treninga? Imamo boljše. Se pravi, kritična moč je pač precej boljša, zato ker je bila tokrat že testirana in pač nam je pokazala praktično, bomo rekli, če ne 98, vsaj 95% v bistvu pač natančnost ali pa korelacija z drugim laktatnim pragom oziroma z točko, kjer se pač tisti steady state več ne doseže in je pač precej boljša. Plus pač tudi skozi čas ti da precej več informacij o tem, kako se pač spreminja napredek. Pač simple izvedba imaš 3 pa 12 minutno pač all-out test, ki ga narediš v bistvu znotraj ene vadbene enote in imaš potem 3-minuten power, 12-minuten power, ven se potem pač v bistvu določi, odvisno od metode ali linearne, kakršnekoli druge. Imaš kritično moč, ki je pač, rečemo, FTP oziroma ta threshold, pa delovna kapaciteta, se pravi W prime, ki ti pač pove, kakšno količino dela lahko opraviš, kadar greš nad to točko. In tudi potem, čez čas, ko spremljaš, to dejansko vidiš, kateri parametri se dejansko kako spreminjajo. Ok, kritična moč lahko ostane enaka, pa se ti delovna kapaciteta pač poveča, ker si mogoče ti je 3-minutna moč tista, ki se je dejansko pač povečala, kar pač lahko načeloma pomeni, da si pač postal nekoliko bolj eksploziven, kar za določene discipline ali pa pač tipe kolesarjev pač si želiš, in ti da precej več informacij kot samo tist en, recimo FTP, ki je tudi pač metodološko, pač imamo neke različne izpeljanke. Imaš, ne vem, 20 minut minus 5%, imaš 60 minut in boš že tudi dobil ful razlike. Pri kritični moči pa tako, ti lahko zbereš praktično katerokoli testno dolžino od 3 minute pa tam do 20 minut, boš na koncu dobil praktično vedno identičen rezultat. Ali boš vzel 3 pa 12, ali boš vzel 5 pa 15, ali boš vzel 3 pa 11, boš vedno tam nekje, zato ker je pač tako dobro zastavljen model. In v bistvu v praksi, sploh v bistvu na najvišjem nivoju, zelo veliko uporabljamo kombinacijo kritične moči pa prvega laktatnega praga. Zato ker nam kritična moč, ker je logistično tako lahko narediti, pač potem na terenu omogoča, da se pač relativno pač mogoče pogosto, na 2-3 mesece, odvisno kakorkoli si zastaviš, nam da možnost, da testiramo, ker tudi nekoga, ki imaš potem, ki hodi pač po pripravah, po dirkah zelo zgodaj, nimaš možnost, da ga boš vedno dobil lep pa testiral. Tako da ja, kritična moč je pač neverjetno pač dober model, ki ga je pač smiselno pač uporabljati. Ja, kar. To je bilo zdaj večinoma od cestnih kolesarjev, verjetno pa od triatlonov. Mislim pač, osnove so zelo praktično. Osnove držijo za vse zdržljivostne športe. Garantiram 95% stvari pač govorimo o zdržljivostnem športu. Ker se tako recimo mountain bike, ne? XC, pa XC maratoni pa to. Pač je ful velika komponenta spuščanja. Ja, to je pa tehnika, to je pa pač specifičen del, se pravi trening tehnike v te zadeve. To date vi noter kot neko trening tehnika, pa kaj vrednotite iz podlagi, ne vem, vatov, koliko je to bilo težko. Mislim pač, ja, pač to je čisto zdaj odvisno tudi malo s kom delaš, kako se pač težavnost tega odnoti. Zadnje sem gledal od ene mountain bikerke, pač trening tehnike trajal 3 ure pa pol, pa sicer pač metabolno zahteven ni bil. Je pa trajal 3 ure pa pol, pa malo vozikanje gor dol, ker smo pač imeli v klubu tako, da so pač delali to tehniko in to je potem pač samo pač tako iz vidika ene številke zelo težko vrednotiti, pa niti ne rabiš še tako vrednotiti. Pač moraš nekako energijsko pač poskrbeti, da imaš pač pokrite te zadeve, vse ostalo pa pač potem rešuješ. Lahko ti pač nekdo pove, ok, sej smo bili 3 ure tam, ampak mi je bilo čisto easy, ti to že relativno dobra informacija o tem, koliko zahtevno je bilo. In pač pol veš, ok, naslednji dan, sej pol, ko sem ga malo pohodil, sem počutil noge, ja, ok, lahko pač od še zadnjič delali ste pač nekaj pač spusti, kakorkoli, lahko da so bile noge za te, ki si relativno veliko recimo preživel, pač out of the saddle, se pravi, ne vem, pač se stoje pač spuščal, lahko pač je prišlo tudi malenkost več mišičnih poškodb, ki jih lahko čutiš naslednji dan. Tako da to se bolj čisto odvisno, kako si tudi v bistvu sam iz moči, pač je relativno pač useless, no. Je pa pač tako, ja, da se v takih primerih pač je največkrat, da so te kolesarji imeli neke te tehnične aspekte potem
pokrite v nekih skupinah, kjer so. Se v bistvu tudi recimo pač jaz osebno pač tehniko ne ukvarjam, zato ker je pač tudi ne obvladam, ampak do zdajle je v bistvu bilo vedno tako, da smo te stvari, ko sodelujemo s kakšnimi, imajo potem klubsko pokrite, ker imajo največkrat imajo še nekoga, ki se samo s tehniko z njim ukvarja. Bodi si to pri nas, recimo zdaj imam dva v bistvu na nacionalni ravni mountain bikerja, se pravi XC iz Anglije, imajo tudi v bistvu, ja, klub, kjer imajo pač trening levo, desno, jaz v bistvu za dva skrbim, kar se tiče pač trenažnega procesa, za tehniko imajo pa še enega posebej, s katerim potem dvakrat na teden v bistvu pač tehnični vidik pokrivajo. Cool. Sej, če v bistvu tako, zdaj ne rabi zdaj tudi več vprašanj, meja sva itak tu še cel dan, ker moramo pol v bistvu še enkrat par stvari povedati. Tako, če se bo vmes pojavi kakšno vprašanje, nas boste že našli, pa vprašajte. Lahko zelo specifično, zelo pač podrobne primere, če ima kdo kakšno tako stvar, tako da noben problem. Hvala lepa.